Prihodnost Slovenije in njeno blagostanje je v veliki meri odvisno od znanja. Slovenija naj bi bila družba temelječa na znanju. Prenašanje znanja iz ene generacije v drugo je stvar pedagogov. Ustvarjanje novega znanja pa je stvar raziskovalcev in tudi inovatorjev v podjetjih. To novo nastalo znanje je treba primerno zaščititi, da ne prihaja do tega, da bi se enostavno podarjalo, kot se podarja zdaj. Podarja se vsem, ki ga znajo izkoristiti. Zakaj ga ne zaščitimo? Zato, ker država ne namenja posebnih sredstev za patentno zaščito novih izumov. Zato, ker se morajo raziskovalci, ki te izume izumljajo, sami naučiti pravnega jezika, da te patente napišejo. Naše patentne pisarne so v veliki meri samo administrativne, to pomeni, da so posrednik med izumitelji in tujimi patentnimi pisarnami. Stroški patentiranja v Sloveniji za slovenski patent so nizki, vendar slovenski patent nima velike veljave. Zato, ker ni prešel nobenega raziskovanja, kakšni patenti obstajajo in če ta patent slovenski sploh zdrži pravno. Zato so edini res relevantni patentna zaščita je evropska, ameriška, japonska ali svetovna. Za tovrstno zaščito patentov pa so potrebna velika sredstva, ki se merijo v 10 000 evrih. To pomeni, da se raziskovalci, ki so že itak finančno izredno podhranjeni, se je znanost doživela največji upad javnega financiranja v zadnjem obdobju od vseh javnih inštitucij, prisiljeni, da del tega denarja, ki bi ga uporabili za raziskave, zdaj namenijo za patentiranje lastnih dosežkov. Zato je nujno, da se v Sloveniji vzpostavi, morda na Ministrstvu za gospodarstvo, za ekonomijo, nek sklad za povračilo patentnih stroškov podeljenih patentov. Ne kar vseh, da ne bi prišlo do kakršnegakoli izkoriščanja, vendar podeljeni patenti povzročajo tako velike stroške, da pride do te faze podelitve, da bi ta sredstva morala biti raziskovalni sferi na nek način povrnjena. Druga izredno pomembna stvar pa je vzpostavitev ustrezne pravne pomoči raziskovalcem, da se res napišejo taki patenti, ki bodo zdržali vse te pravne poskuse, da se patent ovrže. Slovenija ne sme postati država, ki bi dobila posle zaradi poceni delovne sile. Postati moramo država visokotehnoloških podjetij, ki bodo imela lastno znanje, ki ga proizvajajo naše raziskovalne inštitucije in univerze in ki bo patentno primerno zaščiteno.